Odnosi so zakon. Dober dan in dobrodošli v še eni oddaji Odnosi so zakon. Danes mi je v čast, da v Krškem studiu Družine in življenja gostim prijatelja, terapevta, sodelavca Miho Novaka. Miha, živijo, pozdravljen. Živijo. Dobrodošel tukaj v Krškem. Veš, takole za zadnjo oddajo v leto, sem si v bistvu zaželel, da se še enkrat srečamo, pa da si nekako za nov let ali pa za te božične praznike zaželimo. Ponavadi zmeri rečemo zdravja, pa sreče, pa ne vem česa vsega, ne. Ampak v resnici ta sreča, kot tudi vse take longitudinalne študije govorijo, ta sreča je v glavnem pogojena z res dobrimi odnosi. In v tem smislu sem želel povabiti nekoga, ki ima izkušnjo dela na tem področju, pa v resnici tudi nekoga, ki ima pa izkušnjo tudi odraščanja v eni taki družini, kjer so vladali dobri odnosi in kjer se je v resnici, tako kot ti sam praviš, poznalo, da sta tudi oče in mama že pred 40 leti v resnici delala na teh odnosih. Tako da morda, Miha, daj nam za en tak uvod, ker sem ti ga v resnici zdaj že jaz naredil. Ne, tako, da pač malo poveš, od kod prihajaš, iz kakšne družine, kakšno je bilo tvoje otroštvo. Tako se mi zdi, da je ena taka luštna, zanimiva zgodba. Ja, to se pravi. Prihajam iz Gorenjske, narečje skrivam, ker noben ponosen Gorenjec ga ne skriva, kako že pravijo. Z zanimivim imenom Prebačevo. Meni se je to zdelo zmeram celo mladost najbolj normalno ime, ampak zdaj sem zavedel, da to se kar čudno sliši, Prebačevo. Ja, odraščal sem na kmetiji, veliki kmetiji, oba starša sta bila zaposlena na kmetiji, tako da full time job, vsi smo bili tam, vsi, to se pravi, prihajam jaz z velike družine, sem omenil, 8 otrok. Tako da izkušenj vsega, kar se je dogajalo, je bilo veliko. Ne vem, tako mi je zdaj, ko gledam nazaj, kot psihoterapevt se moraš zmeraj vračati nazaj in tako, in če hočeš ali nočeš. In me tako zanimiv, sem imel pač res velikega blagoslova, ne. Slika od zunaj, ali pa če bi do to gledal, bi mogoče rekel, da niti nisem imel tako srečnega ali pa sproščenega otroštva. Ampak jaz vem za nazaj, da je bilo to res ogromno ene igre, ogromno enega prostora za domišljijo, za kreacijo. Imam, to se pravi, 5 bratov in mi smo pač tudi sestrami, ampak še z brati pa toliko več. Bili še v nekih gradbenih projektih, takih in drugačnih. Kjer si ti po vrsti? To se pravi, imam starejšo sestro, pa jaz sem drugi. Okay. Sem tudi tukaj. Si bil malo kolovodja tle. Ja, tak, pač sestra je prva, ne, ampak jaz kot drugi sin oziroma prvi sin na kmetiji tudi dobiš neke, saj pri delu in odgovornosti, neke posebne, to odgovornost, ne, to se je gotovo poznalo tudi kasneje, ali pa izbire, ki sem jih delal. Ampak tako, no, se mi zdi res z eno hvaležnostjo gledam nazaj, ker mi smo, mislim, da vso delavnico vznosili na dež, ker smo delali gozdne hiške oziroma hiške na drevesu, pa razne projekte, in pa je zmeraj moj starata Bentil, ki je imel vse zarevel, vse kladve, vse žage. Traktorje smo vzeli, večinoma se nas dali gor že pred osnovno šolo, ko smo bili še v vrtcu. Motorke so šibale v osnovni šoli, tako da, ko zdaj nazaj gledam, hvala Bogu, da se ni obenemo nič naredili, ampak izkušnje so pa bile res dobre, ali pa tako sem vesel za njih. Po drugi strani pa če pa tudi velika odgovornost, tako se mi zdi, da smo že dosti kmalu mogli prevzeti resno odgovornost, sploh kar se dela tiče. So nam bili meni in mojim bratom, sestram, velika odgovornost, ko gledam nazaj, za marsikatero stvar. Tako da to je bila tudi ena stvar, ko sem jo kar hitro se jo priučil, mi ratala normalna, pa sodelovanje, tako, ko vidim za nazaj. Saj ta mit velike družine, majhne družine, nekako se mi zdi, so tako, ko velike družine so lahko srečne ali pa nesrečne, tako, ko sem z enim članom, z dvema članoma, z dvema otrokoma. Ampak jaz sem pač to srečo, da smo bili
povezani. Saj tako sem čutil z brati in sestrama. Res so na veliko povezanost, kar nas je gotovo tudi nekaj naučil, da smo imeli skupaj delo za narediti in smo hitro videli, da moramo sodelovati. Okolikor ne sodelujemo, se delo podaljša in smo to prenesli tudi na druga področja, kar se tiče pogovorov, kar se tiče pomoči. Tako da je bila ena dobra šola in sem še danes ful hvaležen za obe sestri, za vseh 5 bratov. Itak, kot starejši brat moram iti iz teh vlog ven, kot najstarejši. Tako se reče, mi je imeti privilegij že še preden me sin premaga doživeti, kako te vsi drugi bratje premagajo. Ker na začetku sem bil pač bok in batina in najmočnejši, najhitrejši, najbolj pameten. In čez čas je to šlo, ampak najprej en brat, ta drug za mano, ful daleč kamne meče. Potem sem jaz videl, da pismo nisem več najboljši. Shit. Srček boli. Ja, srček boli, kar nekaj časa, potem probaš nekih drugih področjih. Potem sem videl, da en drug brat se je iz enega otroka majhnega, ki sem ga šel posod vodo in kregal in tako razvil 120 kil mesa brez kosti, zato pač petarda. Ok, tega tudi pustiš primir, pa vsi so bili neki dobri, no, pač... A zdaj pa še tam malo. Ja, in zdaj še tam malo, zato me pa, to me pa zadelo lansko leto, najmlajši brat, sploh še ni bil polnoleten in on je začel težiti, če gremo roke polagati. In tako si mislil, toliko sem starejši od tebe, mali, ne. In mi je roko položil. In 2 dni ni bilo nič od mene. 2 dni ni bilo nič od mene, čisto sem bil zafrustriran, najmanjši me je. Ampak zdaj imam sreč, on je res ful je dober, zdaj celo prvak v Sloveniji do 75 kategorij oziroma teža, ne, so neko tekmo imeli v Mariboru in je zmagal, z levo je prvak, z desno podprvak, tako da malo mi je lažje, no, malo mi je lažje, ja, sem zgubil proti prvaku, ok, to še gre, ampak teh izkušenj tako se mi zdi, če si, in jaz mislim, da sem pozoren na odnose bilo veliko, ne, kako je tudi bilo to treba, to bratska naveza, bratski, to, kako smo po vrsti razporejeni in imeli neke vloge, je zdaj treba zelo rahljati, zelo videti, ok, nisem samo jaz tisti, ki vem, je še nekdo drug, ki ve, ima še nekdo boljše izkušnje in nam je tudi zdaj, ko pač odraščamo, vsak si zdaj gradi neko svojo družino, se mi zdi, ena velika naloga, da sprot oblikujemo to, da lomo te stare vzorce in si dovolimo, ok, veš več od mene, na tem področju, ni treba, da ima zmeraj jaz zadnjo besedo, veš, ti me to lahko naučiš, ti tisto, tukaj jaz rabim podporo, naprimer, tudi to mi je bilo zanimivo, zmeraj, ali pa večinoma sem jaz v vlogi tistega, ki je poskrbel o pogumu kakšnega, ne, zdaj pa mene kakšen pogum in je to, zanimiva izkušnja, ki se not najdem, no, in tako se mi zdi, da je ta sreča, da se to lom. In tako, kot si omenil, mogoče tudi, čeprav sem pač odraščal na kmetija, tako nek lahko predsodek pred tem, da tam je odnos zadnja stvar, ki je neka pozornost, ne, najprej je treba predelati, najprej je vreme, najprej politika, pa šele odnosi. Žal je na podeželju velikokrat res tako, ne? Ja, lahko se zgodi, hitro se lahko naredi. No, mi smo imeli to izkušnjo, tako kot si že omenil, da sta bila moja 2 starša, sta se vključila v najino pot, to se pravi zakonske skupine, ampak to zdaj govorimo več kot 40 let nazaj. In prek to skupino, njeno zakonsko skupino sta imala zelo resno, tudi pater Vital Vider, ki jih je vodil, je dal res dobre, strokovne neke osnove in to je nas gotovo rešilo kot družino. To se pravi, to je bilo že več kot 40 let nazaj, je rekel nek pater, to se pravi v naši družini, mojemu očetu in mami, naj si naredita svoje gospodinjstvo, svojo kuhno. 40 let nazaj je bilo to na kmetiji, to smo bili čudaki v celi vasi, dejansko. Ampak še kasneje sem jaz, zdaj, ko gledam nazaj, ali pa prek teh terapevtskih oči, vidim, koliko so bili to eni pomembni koraki, da smo mi kot družina se lahko oblikovali, dobili neko svojo intimo, svoje meje, da smo vedeli, da se oče in mama odločata, ne še starata, ne še stara mama, ne še stric, vsi. Tako da prek tega in nekih teh podarkov, ki sta jih tako, se mi zdi, tako počas
so modrosti zakonske skupine, kamor ste hodili in pač tudi patra Vitala videla in tako kapljali na nas, ne, od tega, da imamo naprimer neko idejo, da je odnos delo, da je odnos, da je ljubezen odločitev, da vsak lahko kdaj kakšnemu reče oprost, da vsak kdaj treba kakšnega prost, da si para vzeti čas zase, ne, to so neke modrosti, ki jih tudi danes še po mestu mrzdo nima, ali pa tako rečemo, kljub vsemu temu ozaveščanju jih ni. Tako da to je nek tak bil blagoslov za nas, da smo dejansko, da je srečna zgodba, da lahko s hvaležnostjo, veliko hvaležnostjo jaz gledam nazaj in rečem hvala za vse, kar sem pač dobil in me je tudi oblikoval naprej tako za mojo pot v resnici. Ta tvoja pot naprej, a so kdaj pričakovali doma kot najstarejši pač sin, da boš prevzel kmetijo? Ne. Ne? Ne. Okay. Mama ni nikomur od nas dovolila, da bi študiral agronomijo. Ni dovolila? Ni dovolila. Če bi šel, se ne bi bilo bene. Okay, ampak nikakor ni bilo neizraženih pričakovanj. Oziroma je tudi sama rekla, ko smo vprašali, na kakšnih kmetijah je to zelo, tako se gor vzame sina, hčerko, ko pač reče, da bo to študiral, ali pa da bi v to smer šel, kar razumem, tudi z vidika gospodarja. Ampak pri nas je bilo prav jasno tudi izražen, to, kar se dela na kmetiji, vi že znate, pojete študirati druge stvari, kdor se bo želel vrniti, se bo lahko vrnil in bo lahko pač znanje, ki ga imate. Tako da, nišče ni pa tudi šel študirati, vsi nekaj nas je šlo v družboslovje, nekaj naravoslovje, tako. Pa kaže zdaj kdo od bratov interes? En brat, ki je študiral geodezijo, je pred leti izrazil zanimanje, da ga to vselih toliko bolj zanima in prišel nazaj in zdaj pač uspešno vodi dela na kmetiji, ima odlične nove projekte, ki jih vod nazaj se izobražuje, tako da sem ful vesel tudi za njega in tako da gre ta zgodba naprej, ampak je mogel drugo, je mogel. Verjetno tako si predstavljam, da to delo, ki si ga omenjal, da ste ga starša vlagala že, ko ste bili vi mehni, in tudi v to, ful pomembna mi je beseda razmejevanje, ki si jo omenil, verjetno to pomaga tudi zdaj, ko ta mlade prihajajo ali pa ta mladi prihajajo k hiš, da se lahko tudi te zgodbe verjetno dosti dobro razmejujejo, ali je to tako še v razvoju. Razmejitve so ful pomembne, se mi zdi, da ne gremo na nek nivo neke užaljenosti, tako je pri nas, jaz sem glavni, ti si tako, ker in to večinoma v teh kmečkih zgodbah je to bilo, kdo je se rekel ta mlada, kdo je gospodar, kdo je tako, in ni bilo venih razmejitev in se pač normalno nisem mogel ustvariti, razviti neki zdravi odnosi, tako zdaj, ko sem je vprašal, zdaj vsi novi oziroma vse punce in fanti, ki pridejo, ali pa može in žene, zdaj že večinoma, se mi zdi, se pa sprot oblikujemo. Vsak, ko dobi otroka, dobi neko novo vlogo. To je konstantno delo in se mi zdi zelo lepo tudi, da zavedanje tega, včasih pač kakšen rab malo več prostora, kakšen malo manj, malo več izraz željo, da bi prišel nazaj, da tako, in da se to tudi spoštuje, da se to ne gleda na to zmerno samo kot neka užaljenost ali pa kaj bi mogel, ampak smo tukaj, tako čutim pač strani staršev, da je še zmeraj to drža ohranjati. Smo tukaj, pridite kot želite, smo vas veseli, ne pa kaj je treba, ker pač včasih kdo sam pač potrebuje nekaj prostora, da začuti, da je lahko svoboden in se v tako okolje z veseljem vrneš. Pa nekje moraš biti. Prisila je tista, ki ubija, ne? Tako je, tam ni nekih razmejitev, ni nekaj, da razumeš, da se formira neka nova celica, ki mora biti najprej celica in samostojna sama v sebi, potem pa šele pride vse želje in tradicionalne stvari in kaj bi bilo lepo in kaj bi bilo fajn in tako. Cool. Tvoja pot, peva naprej, te je vodila na fakulteto in to ne na eno, ampak na več njih. Tako mi je zanimivo, verjetno pač iz tiste odgovornosti, ki si omenil na začetku, pač pride sposobnost, da zmoraš žonglirati več zadev hkrati, ali kako to? Ja, ali pa da se udobno počutiš, ko imaš občutek, da drugim pomagaš. Prvi, drugi otroci, vse to smo, ali pa tako, skrbniki drugih in se kar naenkrat ogromen,
teh otrok, prvih, drugih, a ne se znajdo v nekih teh poklicih, ko pomagajo, zdravniki, medicinske sestre, terapevti. Lahko tudi specialni pedagogi. Ja, jaz sem pač izbral specialno pedagogiko, ne. Mi je bilo že domače, mislim tako, sem se dobro ne počutil. Res pa sem si želel tudi majhen več, oziroma me je zanimala zmerna tudi teologija, tako da sem pa kar usporedno študiral malo na vsakem faksu. A te je vmes kaj prijel, da bi šel preveriti semenišče? Ne. Aha, ne. Okay. To nisem nikoli razmišljal. Okay. Mislim, razmišljal, misli so bile kot vsakem katoliškem fantu, a sem primeren nisem, ampak nikoli tako zares, da bi od tega razmišljal. Okay. Tako da sem oboje študiral, potem me je pač pot na teološki zelo naravno peljala naprej, po prvi stopni na magister zakonske in družinske študije, tako da sem tam pač magistriral z tega področja, na specialni pedagogiki pa pač specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Je pa bilo pač tako, da to je bil nek tisti študij, ki mi je zanimal, ampak kot zdaj večkrat nazaj vidim, po 5 letih, kako rečem že, moji sošolci in profesori so bile sošolke in profesorice, večinoma in kupenih seminarskih, ki sem jih res ni dal pisati in sem rabo malo odklopa. Tako da sem se takrat odločil, da grem na prostovoljni vojaški rok, ker je pa tudi en mejnik pač v mojem življenju, da me je v te vode zapeljala, ne. Čakaj, ti vemo, mingrede, tako v oklepaju bova povedala najpomembnejšo stvar, da si mož in oče, a ne? Ja, tako. Ja, mož in oče, najprej mož prvo, ne? Pa oče. Težje biti mož. Težje, ne? Ja, mislim, da Ja. Mislim, odvisno, če imaš najstnike. V redu. Jaz jih še nimam, ja. Ja. Žena Ira. Ja, pa žena Ira, ja. Aha. Žena Ira. Ste bile takrat že skupaj? Ko sem šel v vojsko, bila sva prej skupaj, pa sva se nekako na neki točki, sem imel občutek, da ne bo šel naprej, sva se čisto sporazumno in tako pošteno prekinila, tako da to je bilo tudi obdobje, ko sem šel jaz v vojsko, ja. Je bilo za to obdobje, ker si smel iti v vojsko pol? Ne, sva se že preko tega pogovarjala, to odločitev bi naredil vsak. Se pravi, to je bilo tako, da greš na 3-mesečno usposabljanje, ali kako je to? Tako. To je kot plačan šiht v bistvu. Ja, zdaj še boljš kot takrat, ko sem šel jaz. To je prostovoljno vojaško služenje za 3 mesece, jaz sem šel v Bohinjsko Belo. To je pač tisto pripravništvo, ki naredi vsak, ki se zaposli v Slovenski vojski, kot osnovno usposabljanje za vojaka. Ne? Ni pa pol nujno, da nadaljuješ. Ne, jaz sem že šel tja kot prostovoljc, smo pa bili tudi skupaj s tistimi, ki so kasneje nadaljevali. In to je pač, zdaj, ko nazaj gledam, super izkušnja. Sem naredil 2 fakultete, sem že mislil, da nekaj sem in sem pač prišel tja in sem mi povedal, da ne znam pomivati. Si vedel, da si nula. Sem vedel, da sem totalna nula, da ne znamo pomiti stopnišče, da ne znamo pod poslo pomiti in pa smo rekli, da smo pomili pod poslo in smo se mogli puzati pod pogradi in si prišel v na uniformi s prahom in so ti povedali, da si še lažnivci in tako da to je bilo res, takrat sicer, ja, pač. Praviš, to bi priporočal vsakomur. Ja, to pa res. Za 3 mesece, da vidiš, koliko znaš tudi, tako se je zelo hitro pokazalo tudi neka mentalna trdnost oziroma, kako bi rekel, koliko bremena lahko sprejmeš in tudi rečeš, ok, to je neka preizkušnja, ki je zdaj takšna in bo kasneje in bo poj druga. V tej fazi, ne, sem rekel, prvih 3 tednov je bilo večinoma pač pomivanja. Pomivanja, ja. Po tleh, posod. WC-jev, spalnic, pomivanja, pometanja, glancene stvari. Posoda. Do vsega, ne posoda, nekaj, to je bila kuhna, to sem imel v kuhni, ampak to je bil tisti testa, ne, zato ker vsi, ali pa veliko fantov, ki je prišel in tisti so že bili pobriti. Da mi orožje. Ja, vojaški ruzaki, vse, uniforma, vse, je zabršil še za neko brado, tako čist nepripravljen za tist. In te so bili prvi, ki so odstopili, ne. To so prišli, ki je po neko izkušnjo, ki po zdaj ne vem kaj, ko bi oni ratali carju v enem mesecu in z uniformo hodili okrog, ampak so nam hitro dali vedeti, da to ni to, ne? Da ti iščeš ali pa želiš imeti mentalno trdnega vojaka in to bo tisto, za začetek je to zadeva, da veš, da je pač igra, da te nekdo, ko se to lepo reče, pač nekdo ne vojaško,
nekdo izziva in hoče, da ti kljub temu, da veš, da je v redu stvar narejena, on reče, da ni in ti moraš zaradi tega pumpati in delati in stati na dežju. Ampak ja, veš, to je igra, ok, naredimo v redu, ti rečeš, da ni v redu in pokažeš neko trdnost. Tako da to je bilo zelo hitro. Koliko hitro se pač človek spusti sprovocirati? Ne? Ja, koliko hitro se in koliko lahko rečeš, ok, to je pač ta moja preizkušnja, tle not, tle ven, delamo stvari, se ne obremenjujemo. Ne? Ampak to ti da tudi ful ene koraže za naprej v življenju, se mi zdi. Zaradi tega, ker veliko ljudi teh anksioznosti, ki so danes med mladimi, pismo pa to je zato, ker se bojijo takih stvari v resnici. Ali pa bojimo, kaj pa vem. No, Meni osebno je to, imeli smo enega višjega vodnika, ki je bil res zelo res tak pasija, ne. In smo se ga bali neverjetno in kasneje, ko sem zaključil, ko sem prišel kakšne take pomembne trenutke v življenju, sem si zmeraj rekel, če mi višji vodnik ni, ne. Če si unga zdržal. Ja, če sem unga zdržal, bom tudi to. In pač je to ena ful dobra. Veš, imaš nek klin, ker rečeš, ok, lej, od tam se lahko odrinam. Če smo to zbore, bomo šli tudi naprej. To, da si ti sposoben to dojeti. Pač to je neka preizkušnja in gremo čez neki boratar. Po drugi strani sem videl ta individualizem, koliko smo mi prek šolskega sistema res zelo močno vpeti, razumemo svet samo prek individualizma. Naredim ok, sem ok. Naredim super, dobim nagrado. Naredim slabo, pač dobim kazen. Razumemo vsi, Ker sem prišel tja, pa nisem v osnovi individualista, ne sem videl, koliko me je na začetku motil, da pač jaz sem naredil v redu stvari, jaz sem v redu več se popucal, ampak nekdo ni štenke, zdaj mi stojimo na dežju, pa delamo sklece zaradi njega. Ok, prvič. Gremo drugič, spet je nekdo nekaj narobe naredil, spet. In pa vidiš, ok. Se pravi, ni odvisno od tvojega truda sploh. In ti narediš vse najboljše, ne. Okay. In zdaj, koliko ga znaš sprejeti, ne. Koliko ti lahko rečeš v redu? Mi smo enota. Mi nismo posamezniki, ki vsak skrbi sam zase. In to smo vsi rabili veliko časa. Ne? Te inštruktori so nam zelo, to so neke modrosti, ki jih danes tu črpam, rekli, vi ste odgovorni en za drugega. Rekel mene, ti si odgovoren, ker on ni urejen na postroju, ker ni imel, mi smo imeli tiste stare uniforme, polho nekih knofov, ki si zmeraj kakšnega pozabil. Knofi so mogli biti zapet, hlačence zabasane, naprimer. Okay. In rekel, ti si odgovoren, da on ni, ne on. Joj. In dejansko smo pa tako zelo lepo navado razvili, ko si je prišel zjutraj ven, pač odrasel človek, se je rekel drugemu, a me lahko pogledaš, če sem urejena, in ti njega. In to se mi zdi tako neka taka spetena modrost, ki v zakonih ni. Pozabil sem ti povedati, veš kao. A da ne dela? Ne, da nisi urejena, veš kao. Hvala. Ne. Tako da to, naprimer, je bila gotovo ena tudi modrost, ki sem kar rabil, ker tudi, naprimer, marsikdo tega ne, ampak v vojski iščejo predvsem ljudi, ki so sposobni sodelovati, neki imajo neke zelo posebne specifikacije, športne, intelektualne, take drugačne. Tist gre lahko hitro ven, pač greš v športni klub in si tam v nekem solo športu dober. Če ti hočeš biti, oziroma v vojski se išče take, ki so sposobni sodelovati in imajo čut za druga. Tudi v vseh pač teh selekcijah je to ena prvih stvari, ki se gleda, a je človek, a deluje timsko ali ne. In to je spet ena taka zelo velika modrost v resnici, ki jo tudi prenašam naprej v odnose, v skupine, v terapevtsko delo. A imaš ta čut za drugega, a veš, da je nekdo lahko, pač, da je tvoja skrb tudi, da je tudi ona, Naprimer, mi je višji vodnik tako ena modrost, pa ni bil, lahko rečem, da ni bil, ne bom grdo rekel, da ni bil moder, pač ima res tako osnovno terminologijo in to, ampak je pa par stavk je pa spustil čez 3 mesece, ko sem si jih zapolnil tako in rekel, ljudje v civilu, to smo zdaj mi, mislijo, da so prijazni pa dobri, ker ljudem ne povejo, če vidijo, da je nekaj narobe. On rekel, to je največja laž, to je največja hinavščina, povej mu, če vidiš, da je nekaj narobe. Sicer, ja, se strinjam, kako že pravijo, resnica povedana slabim namenom je slabša kot laž, Je pa gotovo ena velika modrost pa sposobnost, da znaš človeku povedati resnico, ne da ga ranaš, ampak da ga spodbudiš, da gre naprej. In po drugi strani tudi zato pa rabiš tisti čut, da je tudi tvoja žena, tvoj prijatelj, neko tisto okolje, da želiš za njih dobro. Ne samo rečeš, jaz sem svoje naredil, jaz sem naredil svojih 50%. To naprimer na terapijah vidim. Kadar gremo v prepir, ali pa tudi v odnosih, jaz sem naredil svojih 50%. Ma ne, če hočemo, da deluje, bo treba vsak dati 65% dati. Ali 100. Ja, vsak 100, vsak, in pa še da se tisti, ki prekrije. Pa. Tako, se mora prekrivati, pa še ni zagotovljen, da bo 100% funkcionirano. Tako da,
Veliko, mislim tako, no. Čak, tu si ti vse naučil v teh 3 mesecih, ali kaj? Ne, tako dobro, no, mislim, zelo pomembni se mi zdijo te nauki v resnici za današnji čas, no. Ja. Tako, pač, in se vidi, da si jih izkustveno doživel, ne? Tako ena taka res primarna, prvinska izkušnja življenjska, ne. Tam si res na osnovi, ne, in poj, ko vidiš, kako tam res iščeš, a ne, tam si res ranljiv pač, izpostavljen, in tam smo videli, koliko nam duhovnost veliko pomeni. A res, tako tudi? Izredno, tam tako, ko so ljudje, tam Čak, pač pa si šel ti v lačni resnici delati v vojaški vikariat, ja, ampak to je bilo Vojaški. kasneje, jaz sem bil še učitelj. Ker sem tle zaključil, sem dal piko, sem rekel, vojska ja, je tako. konc in sem Aha. šel za dobro leto pa še nekaj učiti kot specialni pedagog, Aha. pa sem pa spet nazaj prišel. Ja. A ja, veš, te vmesne zgodbe nisem vedel z Ja, učiteljevanjem. Ja. Še to. Ja, še to, pač spet. Mislim, Mlad si, ne, ampak si pa že ful stvari dal skozi, ne. Ja, nekaj je bilo. Tako da je bilo pač tukaj tam na teh usposabljenih, vidiš, kaj je res potreben hit, vidiš, koliko neka spodbuda, duhovnost nekaj pomeni, nek mir, neko zaupanje. Tam deluješ pač na drugačni ravni. Ne? Ko se povežeš z ljudmi, ki so ti blizu, to za večerjo smo že vedeli, za vsega, kot v zaporu. Ta je tista, teologijo študira, ta je iz tiste branže, smo bili že po mislih spakirani. Ja, tako zanimivo, kako človek res zelo hitro začne tako intuitivno delovati in iščeš tiste bilke, ki so preš in da si najdeš neko varnost. Sprav, to so te krizne situacije? Ja, krizne situacije, ker pač deluješ tako, da se boš čim bolj rešil oziroma da boš najlažje preživel ali pa preživel. Ne. Tako da ja, no, ampak tle je bilo neka močna izkušnja, pa sem šel kasneje učiti, kot so že omenila. Pa je me pot spet pripeljal nazaj v vojaški vikariat, ker pa sem bil potem zaposlen 5 let kot duhovna oskrba. Duhovna oskrba v vojski, pa tudi vmes sem se izobraževal za terapevta, tako da sem probal tudi čim več teh znanj vključiti v svoje delo. Meni je všeč to, ko prepoveduješ tudi svoje izkušnje iz teh 5 let tega vojaškega vikariata in v bistvu je veliko enih zabavnih zgodbic. Mogoče te bom povabil, da kakšno podeliš z nami. Ampak tako, predvsem v tem tudi smislu, no, ko si ga omenil duhovnem, kako ti možje, možakarji, pa tudi dekleta, ki so v resnici včasih delujejo navzven grobo ali pa kakorkoli, ne, ampak koliko je tukaj ene zdrave duhovnosti ali pa želje po neki globini, no, tako se mi zdi, da sem zaznal iz najnih pogovorov, no. Želje, zdaj, kakšna je duhovnost, ni namen, da ocenjujem, pa mislim, da na nobenemu. Želje pogotovo, ja, ne. Žal, ali pa velikokrat tudi iz neke globoke prizadetosti ali pa prizadetosti. Takrat, ko smo ljudje prizadeti, pa si želimo pomagati. Ne? In duhovnost ima moč, da zdravi, sploh pri vprašanjih, na katere ni odgovora hitrega. Ne? Tako da sem začutil veliko tudi neke te želje pri ljudeh, da smo dali neko upanje, nek smisel, kakšne stvari, ki jih niso videli. Tudi tako, ne vem, so tudi, kar se tiče družinskih razmer, odnosov, je lahko na nek način vojska tudi nekaj izziva, ne, razne misije, v kamor odhajajo. Tako da je bilo, no, se mi zdi, predvsem iz potreb, iz tega, kar so trpeli in iskali pod neko duhovnost. No. Gotovo. Pač smo bili dobrodošli. Jaz nikoli v 5 letih se nisem počutil nekje, da bi rekel, da me ne potrebujo, da je to brez veze. V 5 letih nisem doživel enega takega napada. Kar je kar zanimivo. Tako bi rekel. In po drugi strani, ker sem bil na teh usposabljanjih, sploh, bil sem 2 leti zaposlen v Vipavi, ker je veščinski center, tam pa pač ljudje res potrebujejo in so bili zelo veseli vsake malenkosti, ki smo jo organizirali. Ja, tako se spomnim. Kakšni taki najboljši spomini so mi še zmeram iz usposabljanj, ker so me pa tudi noto vključili in so imeli pač narejen nek scenarij in pa so tudi mene v avtu napadali, tako kot neka enota in tako, in pa so bila kakšna te pričevanja, ko sem bil tudi na terenu, so rekli, ok,
Padre so nas klicali, to je kar nekakšna taka univerzalna beseda. In pa je sred terena neke bloške police, so rekli, inštruktori so bili zmatrani, kandidati tudi in so rekli, zdaj imaš tukaj, ne vem, 60 ljudi na govorih, 1 ura je tvoja in so šli. Ena ura je tvoja, zdaj pa poje nekaj pametnega, duhovnega. Tako da to so bili neki taki ene hude impro lige, ki je bilo treba nekaj skupaj spraviti, nekaj nisi vedel, kje jih boš dobil na dežju, v lepem vremenu, ponovadi so bili vsi utrujeni, zdaj dobot pozornost, tako da tam bi zmeraj mi humor odpiral pot, jih malo nasmejati, malo sprostiti, kakšno res čez inštruktorje in tako, in tam so bile res take, meni za spomin zelo lepe zgodbe so ostale. Meni je zelo zabavno, kako znaš biti dobro zabavno. Be funny. Be funny, ja, to je treba. To imamo mi interno foro, ne? Ja. Da si zabaven na ukaz. Kaj reče šef? Bodi zabaven. Ja. Bodi zabaven. Zdaj. Miha, ti veš kakšen vic, takrat, ko je ratala tišina, pa niso vedeli, kako program. Miha, kakšen vic svoj, sovražil sem te momente, ampak sem se pa že začel pripravljati, zdaj rekel, ok, tle imaš 3 vice, Miha, takrat jih pojar, ampak zdaj je tvoj moment in bo pač treba. Tako da humor pomaga, humor velikrat. No, tako humor načeloma vidim, da je ena taka stvar, da pač sprosti, ne. Zdaj, kot... Miha, deno. Mislim, veš, ko pogledaš, me reče, povej še vico za veter. Da si po televiziji, sploh ni vico za veter, vsi so manj, ampak dejansko drži, vsakmo vico ima resnice, v kakšnemu pa zelo velik in ves čas hodimo po nekem robu tem, ki se jih ne upamo dotikati, To je spolnost, to so odnosi, to so tašče. Opa! Tukaj imaš pač večino vicov, To so pač teme, ki se jih sploh moški ne znamo. Tabuizirane teme. Tako, na primeren način jo odpreti, se rešiti in sram je, oziroma smeh je zmeram, smeh je še bolj kot s humorjem povezan s sramom, Med terapijo se ljudje velikrat smejo in jim je sicer neroden, ko se smejo, pa je zelo pomembno, da se to naslovi in se pove, da je to zelo primerno, zato ker se prebuja sram, Tako da cool. Smeh je res taka zanimiva zadeva, ki ima niti tako sramom in z drugimi čustvi še več kot smehom. Tako da, če želiš en vic, želim. Je bil nek pobožen mož, bo šlo itak na to temo odnosov. Je bil nek pobožen mož, ki je zvesto molil in potem se mu en večer prikaže angel. In reče, gledam te že 10 let, koliko zvesto moliš. Odločil sem se, da ti izpolnim eno željo. In je rekel, gospod, da je človek, je rekel, a lahko taka neduhovna? Je rekel, lahko. Je rekel, nared mi avtocesto do Karibov. Kako misliš do Karibov? Do Karibov, da se jaz sam not v avto, bom brez vinjete, furan direkt dol, sam zame. Pa prav angel, ok, je rekel, a je možen kakšna druga želja, ker vseh glih, je rekel, pa tukaj imamo prevoz, pa so ladje, pa ekosistem, zelo veliko stvari bi zdaj mogli porušiti sam zaradi te tvoje ceste, daj mogoče, če imaš še kakšno na lagarju. Pa prav ta gospod, prav, ok, škoda, daj mi, da bom razumel ženske. Pa prav angel, ok, ti hočeš spoj 4 pasovnico ali 5 pasovnico. Pač tipično do dosih, ampak tako, evo, smo, kako razumeti odnose, kako razumeti ženske, kako razumeti moškega. Težko, ne? Ja, težko. Zanimivo mi je to, ker imaš v resnici izkušnjo s temi različnimi moškimi ekipami, različnimi moškimi družbami in v bistvu kot terapevt imaš en tak edinstven pogled, po mojem, v moško dušo, namreč, zdaj še v času, ko si bil v vojski, si v bistvu zaštartal eno zelo zanimivo pobudo za mlade fante, ker se mi zdi, da si verjeten kaj od tega, kar si tam doživel ali pa si videl, da bi možje pa mladi fantje rabili danes hotel pripeljati in si ustanovil skupino skupin, ki se imenuje Katakombe. Dej nam kaj več povej o tem, tako pač o katakombah, o tem, kaj delate, kje se srečujete, kako se vam lahko kdo pač mladi fantje pridružijo. Tako. Ja, Katakombe, skupina Katakombe, gre za podporno terapevtsko skupino, podporno zato, je terapevtska skupina? Ja, podporno-terapevtska, podporno v smislu, ker so je tako narejen, da se posamezniki med sabo podpirajo in da je ogromno vsebine, znanja, spodbud en drugmo. Po drugi strani pa tudi terapevtska, ker pač jaz vodim kot terapevt in vnašam noter dosti veliko nekih terapevtskih metod, struktur,
In pač, tako bom rekel, tudi glede znanja pač probamo, da je res strokovno, da je zadeva stoji tako, kot mora stati taka skupina. Gre za zaupno skupino, to se pravi, vse stvari, ki se tam govorijo, so tajne oziroma tajne pod prisego zaupnosti, se jih ne širi okrog. Zato ime katakombe? Ne, s katakombe z imenom se sploh nismo toliko obremenjevali, samo vedeli smo, da rabimo neki ime in potem preletela katakombe in smo stali katakombe brez hudega premislika, ne vem zakaj. Sliši se pa dobro. Ja, zdaj se sliši tako malo, a veš, malo skrivnostno. Malo podzemlje pa to, veš. Ja, si to res, ja. To se pravi in smo rekli, ja, skupina, kjer se namenja na fantom, tam od 18 do 30 let. Skupina se je začela kot podporna skupina proti gledanju pornografije. To se pravi, ne samo za odvisne, ampak za tiste moške, ki vidijo, da pornografija ni vrednota v njihovem življenju oziroma tista stvar, da želijo živeti drugačno spolnost, pa je ne zmorijo. In pa tukaj je bil začetek. In na to smo se pripeli oziroma to ostaja še danes podporna skupina. Ampak jaz si danes raje rečem, da je to neka skupina, ki usposablja moškega za odnose, za zrele odnose. Ker to ni tako lahko, za marsikega moškega. Ker zdaj imamo tukaj, če hočemo stopiti v odnose, najprej, ali pa čisto začetka, naprimer, se rečem, tri naloge, ki jih mora moški usvojiti. Prva je biti svoboden. Biti svoboden od pornografije, od telefona, če čutiš, da je preveč zasvoljiv, da je navada, da postaje navada, ki ti pobere preveč od drugih zasvojenosti, sploh če gre za alkohol, marihuana. To so vse pač stvari, ki klinično ali pa tako tehnično ni rečeno, da boš dobil zdaj ti, da si odvisen, zasvojen in tako. Ampak če veš, da niso na mestu v tvojem življenju, da bi jih rad spravil stran, je pač to odlična skupina, ki ti to pomaga. Pač za vrednotami, ki stojiš. To se pravi biti svoboden. Ker če nisi svoboden, se boš ves čas skrival. Če si odvisen, ves čas trguješ v odnosu. Ja. Ker veš, da imaš pač neko stvar, ki jo moraš skriti in si pripravljen ogromno stvari tvegati, drvati, žrtvovati, zato da ti lahko to prekriješ oziroma da se ta dinamika ohrani. Ja. In po drugi strani mora priti do resnih čustev, če si ti odvisen, ker odvisnost takrat, ko si najbolj pod čustvenim pritiskom, še v večji meri obriše ven, ne? Pride ven, se izraži, ti se ne soočaš s tem, kar je v tebi, ampak zamenjaš pot in ubereš to odvisnost. To se pravi biti svoboden. In biti svoboden ni lahko v tem svetu danes hiperseksualiziranem, s tehnologijo prisotno povsod. Ti problemi so resni, o njih ne govorimo oziroma se jih nekako pometa pod preprogo. Je pa zelo pomembno. To se pravi biti svoboden in to je tudi, mi rečemo, naša treznost na skupine. Ne? Sem trezen, sem bil tedensko srečujem. Se pravi, za vsakogar tisto, kar njega pesti, tistega, če sem trezen. Če sem trezen. Okay. Se vsak mora iskreno odgovoriti, kaj je njegova stvar, ki jo jemlje kot neko drogo. Ne? In si to tudi fantje, ki so razdeljeni, rečemo, katakombenost, tudi to je bil nekde, niso, to se pravi, skupina ima 30 ljudi trenutno zdaj, ampak so razdeljeni v manjše katakombe, skupine. Zato, da se tam lahko razvije neko zaupanje, neka podelitev primerna. Svoboda, biti svoboden, druga stvar je vedeti, kaj se v tebi malo dogaja, biti sposoben par stavkov povedati za moškega, na skupini ima vsak 5 minut. Včasih je ko je že bila neka pekarna, tvojih 5 minut, to še obstaja. Ne vem, se ne spomnim. Tvojih 5 minut, neka taka roka, pa neke bobe. To, da so pač tisti prodajali različne krofe pa te fore. Okay. Se pravi, 5 minut govoriti o sebi, to je za deca v bistvu kar izziv. Ne? To je izreden izziv za nekoga. Pač poznati se tako dobro, da veš, kaj povedati. Ne govoriti o projektu, ne govoriti o službi, ne govoriti o kako ti grejo drugi na živce, kako bi nekaj spremenil. Moraš govoriti o prvi sebi dni, to se pravi, tudi pade vse pametovanje o svetu. Opa. Zdaj pa ne moreš za šankom tega govoriti. Že 2 minuti ste lahko dolgi tukaj. Wow. In po drugi strani pa tudi spoštovati, da na začetku mrzo tega ne zmorejo. Ne vem.
A dajo drugi kaj feedbacka, pa recimo, ko pove nekdo nekaj, dobi feedback od ostalih? Na začetku ne. Na začetku ne, ker je zelo pomemben, da moški začutimo, da lahko stvar povemo. Brez varnosti, brez da bi nam kdo pametoval, nam selil pamet, dal neke nasvete. Ker ti moškega ne može bolj užaliti, kot če mu na prvo žogo daš nek nasvet. V resnici mu sam povedal, da ga imaš za toliko neumnega, da on te misli ni zmožen, ti si jo pa zmožen v 3 sekundah skup nek nasvet spraviti. Tako da na začetku ni nič, je brez odziva, kasneje pa so neki odziva, ampak vodeni tako jim dam navodila, da si lahko dajo kakšno povratno informacijo. In za nekoga, mislim, je veliko teh fantov, ki pač pridajo in imajo občutek, da je to nemogoče, ne? Odrašča pač v odsotnem očetu ali pa nekem očetu, ki zna vse povedati samo preko, večkrat rečem, naj dvigne roko tisti, ki ima očeta, ki mu je kaj čustvenega povedal, brez da se je drl nanj, to se pravi bil jezen, brez da je bil pod vplivom alkohola, pa brez da ga je sramotil. A ne? Malo rok. Kako že pravijo, pa še tiste so na roko, prešteti na roko narodnega mizarja. Tako da, in zdaj nek moški tam štarta od očeta ni dobil nič, zdaj vprašanje, kako je z mamo, ali mu da kakšne povratne informacije, ima ta kakšen odnos, da on sploh ve, kaj je. Ne? In ker moramo vedeti, tak moški je zdaj pred vstopom v nek nov odnos. S čim on prihaja, kaj sploh, koliko ima Za koga je to starostno gledano? To je za mlade fante? Ja, za mlade fante. 18 do 30 si rekel. Tako, od 18 do 30, ampak to je taka aktivna faza, ko si pač iščeš nek nov odnos, ko izbiraš, ko veš, na kaj biti pozoren. In po drugi strani, s tem, ker znaš, zelo pač izbereš, tudi ženske tebe izberejo, na tem, ker si ti sposoben ali kaj povedati, ali kaj izbrati, ali si samo nekdo, ki ve, da boš pač cel življenje tih in kimal, ker itak ne znaš, ne veš, nimaš osnove, da boš nekaj povedal, ne? Če nemaš pa Avsenikova, ne? Pred 30 si še mlada si še pa se še ne mudi, ker ne najdeš nobenega, ne? Ja, ker ne najdeš, ne? Tukaj je ta prva naloga, se nekako čustveno toliko razviti, kako rečemo, po 3 korakih, da približno veš, kaj se s tabo dogaja. Se pravi, svoboden? Ja, zdaj sem še to razdelil. Svoboden, biti aktiven v odnosu, pa iniciativen. Upati se biti iniciativen, upati prevzeti odgovornost. Ampak tako, če se vrnemo k temu, vedeti, kaj se v tebi dogaja. Vedeti, kaj je tista, mi rečemo, glavna borba v tvojem tednu. Kje si ti zdaj? Ne kaj vse se v službi naredil, kaj se dogaja ali s tvojo punco, ali tvojo družino, ali doma. Kje si ti? Eno stvar izbero, tiste povej. Kje si ti? Kjer čustvo je v tebi, ali te jezi, ali te je strah, ali te je sram tega. Tako, ne, kje so ti mladi fanti danes, Miha? Ja, kje? Vsi smo zgubljeni, ne? Vse je tak čuden svet. Ampak se mi zdi, rabimo slišati tako, da nismo edini, ki nas je strah. Rabimo slišati, da nismo edini, ki ne vemo, kako naprej. Rabimo slišati, da imamo neuspehe. Ali gre to, kar se tiče treznosti, alkohola, pornografije, ali gre to za neke druge neuspehe, se mi zdi, da danes tako, če gledaš te uspešne time ali pa kako se razvijajo stvari, vsi vejo, da rabimo podporne skupine, podjetniki rabijo podporne skupine, obrtniki se združujejo, tako to združevanje. Zdaj, nekaj združevanja, ker pa ti bi povedal, kako si, kaj se s tabo dogaja, kaj doživljaš, pa ni. Celo zakonske skupine večkrat zaidejo v leporečenje in v fejkanje, tudi to se zgodi. Ne? Ja, tudi to. Zato je to pač le ena prednost, ker si sama moška populacija. In stvari pač poveš, in še kar ni komentiranja, ni debatne zadeve, ti res poveš tako, kot misliš, tako, kot si. Tako, kot ali te jezi, ali ti je čismem, ali nekaj poveš v tistih 5 stavkih, nasproti sebe imaš človeka in če imaš človeka, mu pač stvari poveš v logičnem smislu. Ker čustva in kar se tiče odnosov, jih moramo povedati na glas. Pitagorov izrek lahko imaš v glavi. Koliko je že Pitagor izrek? C kvadrat, pač imamo v glavi. Ampak Pitagor izrek nima razlike, ali je na listu, ali ga jaz samo mislim, ali ga izrečem. Čustva pa imajo. Čustva so pa bistveno, da se izrečejo. Bistveno, da jih znaš začutiti, da veš, kaj lahko začutiš, da jih lahko izrečeš. In zadnja stopnja, ki je tudi zelo pomembna za odnos, je pa, da si ti sposoben, rečemo, izbrati kdaj, komu in na kakšen način jih boš povedal.
Zdaj, če rečemo, da je tukaj neka žena, neka punca, nek prijatelj, ok, mama, oče lahko tudi, brat, sestra, izbereš komu, kdaj, da je trenutek primeren, ne? Ni vsak trenutek pač primeren. Takrat, ko se mi doma nekam spravljamo in itak zamujamo, pač ni primeren trenutek, da je začne z neko vsebino in se postavim vlogo žrtve, ker pač me žena ne posluša. Ne? Wow. To ni prava, ni to izbira. In po drugi strani, na kakšen način. A nekaj ljudje, mislim, znamo izbrati načine, ko daš neko čustveno vsebino ven, ampak na način, ki itak veš, ne bo sprejeta. Sprožiš sam neko jezo, daš ženi vlogo, da jo manipuliraš, daš ženi vlogo, ali pa se skriješ vlogo žrtve in to ni primeren način, čeprav si prvi in drugi korak naredil, ok, a ne? Treba je tudi ta tretji korak, da imaš to sposobnost, na nek način tudi sposobnost, da zdržati včasih za podneva, za en dan, z neko vsebino, ampak ok, po drugi strani pa rabiš besede in imeti občutek, da lahko poveš. Mi je bilo zanimivo, pač jaz sem terapeut, ampak doma sem pa čist navaden mož pa oče, z vsemi težavami, ki jih imajo tudi drugi očetje. No, ampak to hočem reči, kako je bilo meni zanimivo, da tudi jaz sem vključen v te katakombe, tako nimam nobenih ekskluzivnih balkonov, kjer si lahko samo opazovalec. Kako je Ira, žena, po srečanju zelo velikokrat reče, kaj si povedal? Jaz. Ja? Ne drugi. Jaz. Okay. Pač s tem ne kršam. To ima tako dogovorjeno, da lahko poveš. Svoji ženi, kar si sam povedal, lahko poveš. To je tvoja vsebina. Prepovedane pogovoriti, kaj so drugi povedali. Kaj si sami. In to spodbujam. Povejte doma. Tukaj je varna cona, tukaj poveš, kad ti nobene skače v besedo, tukaj ti nobene reči, da moraš zaradi tega nekaj narediti, pa da si itak že stokrat obljubo in tako. Tukaj je varna cona, da ti dobiš besede in stavke. Zelo spodbujam pa vse fante doma povejte, ker intima med možem in ženo, med fantom punco je večja od intim zaupnosti, ki je na skupini v smislu, je bolj pomembna. Gradimo tam. Ampak tukaj je pa delavnica. No, kar sem hotel povedati je to, da velikokrat reče, kaj sem povedal, ne? Pa se mi zdi na začetku tako neumen, se rekel, vse ti govorim pa stvari, zakaj želiš, kaj sem zdaj povedal. Okay. Ampak kasneje sem videl, da tudi jaz sam na tistih 5 minutah strnem misli v neko logično, smiselno zadevo, tako kot čutim in tako, kot res čutim. In da lahko potem za tem stojiš in da dejansko znaš tudi ženi boljš v narekovaju prezentirati to zgodbo. In tudi moja žena nikoli rekla, tega ne čutiš, ker je vedela, če sem tam na glas pred 4 moškimi povedal, da to čutim in to mislim in zdaj, ok, lahko govorimo, kaj bomo z tega naredili, pa kako bomo, pa ali moram pač, ne vem, kdo mora zdaj, ali moram jaz kaj spremeniti, ali ona, ali midva, ali se pač ne da nič spremeniti včasih, a ne? Ampak sem tako opazil, koliko je bilo nepomembno, ker je vedela, da tam jaz strn misli jih povem, tako, kot mora biti. Ful dobro. To bi po mojem vsi rabili. Mislim tako, ne vem, malo sem fauš, mislim, v resnici jaz takšno podobno skupino imam, no, ampak tako, zakaj sem do 30, veš, to tudi mi starčki pri 45 bi tudi rabili kaj tazga. Vsi, moški bi rabili te stvari, ne? Nimamo nekih osnovne sposobnosti, večina pač spregovoriti, niti ne vemo, kaj se nam dogaja. In potem stopamo v te domove, naše lastne domove in se tam počutimo kot nekdo, ki niti ne sodiš tja, nekako se kar, mislim, da drži stavek, da ženske večji stres, večinoma, doživljajo na delovnih mestih in se počutijo udobno doma, se stresom doma lažje soočajo, imajo bolj občutek, da bodo zmogle več idej za rešitev, moški pa jih obratno. Mi se pa v službi, v poklicu znajdemo bolj naravno, bolj vemo, več imamo idej, medtem, ko gremo domov, doživimo odnosi doma. Ali včasih tako je, čisten test. To je pa del, čisten test, rečemo, kršemo na terapijo ali pa tako, ko preden stopiš domov, ko primaš tisto kljuko počak za minuto in se sam vprašaš, čim zdaj prihajaš noter. V svojo hišo, v svoj dom, za katerega ti delaš. Kaj je tisto, ki zdaj ponašaš? A te je strah? A se že naprej izviš? Te je strah tistega izbruha, tega izbruha, te je stran, ki misliš, da bi ti, ne vem, mogel nekaj več narediti, drugače narediti. Tako, a ne? Wow. In stopaš v to dinamiko noter, ki jo pač srkajo vsi tvoji otroci, predvsem, in tvoja žena. Noter stopaš in včasih je tako neka spodbuda tudi za kakšnega moškega, ker načeloma se mi zdi, znamo več energije, pa smisel se ne zdi skrbeti za naše otroke, kakor za odnos. Rečem, če ti doživiš, če ti čutiš strah, preden greš v svojo hišo,
če ti čutiš nek sram, jezo, koliko tega čutiš, šele si tvoj otroci, pa nič ne more narediti. Ampak ponavadi mi teh stvari ne čutimo, se si jih ne priznamo, se jih poplaknemo, se jih pač pobegnemo pred njimi. Ne? Ja. To so čustva, ki v resnici danes nas je neskončno strah, da bi se morali z njim spopadati. Bojimo se pa seveda tudi še izbruhov in reakcij z druge strani, ne? Se pravi ponavadi strani naših žena. Če bomo pokazali to ranljivost ali pa odprtost ali pa negotovost in tako, da ne bojo sledili še novi valovi. Ne? Tako da v resnici deva peva na to temo, no? Kaj v bistvu srečuješ v svoji terapevtski praksi, no? Kaj srečuješ v svoji terapevtski praksi, ne? Če so šla morda iz tega, kaj so mladi fantje, kje so danes, ne? Deva zaključiti zgodbo o katakombah z povabilom, no? Je to odprta skupina, se lahko kdo pridruži? Imamo spletno stran, na kateri se lahko pač pridružijo člani. Okay. Povabljeni vsi, ki so pripravljeni resno delati. Tako resno, ampak je prilagojeno. Ni zadeva v smislu, da rabiš, prilagodimo delovni populaciji. Imamo ljudi, ki delajo cel dan, pa so pripravljeni še nekaj narediti zvečer za odnos in je to tako v smislu. Kaj to je tedenska skupina? Gre za tedenska srečanja. Ja. Srečanja so trenutno samo v Ljubljani. No? To je še en minus, ampak upam, da počasi da ga odpravimo. Gre za tedenska srečanja, kjer si vključen v katakombo, vsakič podeliš v varnem okolju teh svojih, to se pravi, max 5 jih je v eni katakombi in po drugi strani veliko še nekega znanja zraven, pa nekih programov, ki jih preključimo od predavanj do gostov, raznih gostov, ki se ukvarjajo z odnosi, tako dobijo tudi širši pogled do tega, da je vsak, ki je noter, imeti svoj letni plan, letni načrt, kaj bo področje, ki boš v tem letu delal, intenzivno delal. Ne? To smo tudi oblikovali, ker vidimo leta, kar tečejo, ker mislimo, da delamo nečem, na koncu zdaj bo spet kaj, nov let in kaj smo v tem letu dosegali. Ne? Vse, kaj smo dosegali, ampak tudi tukaj neke stvari vrednotiti in videti, čemu želim v tem letu posvetiti še malo več pozornosti ali pa reči, to bi res rad izboljšal. In tako, naprimer, tudi ena pomembna stvar. Tako da, in pa so pa itak akcije, ker moški smo bitja akcije. Včasih ali pa velikrat rabimo neko zunanjo spremembo, da lahko nekaj notranje spremeniš. Tako da je ogromno nekih teh športnih akcij, kjer se fantje zavežejo, da športajo, da berajo, da pišejo, da so ali tako duhovno bolj aktivni do teh akcij. To je res dobro. Ja, mora biti. Super. Spletna stran se pa imenuje? Katakombe.si. Če tipkajo v Google, najdejo katakombe.si, se lahko parjajo. Ja. Bravo, ful dobro. Zelo potrebno, no? Ja, mislim, da ja. In da na dolgi rok, da se poznano, da je to tisto delo za odnos. Všeč mi je, kako si nakazal, kako se preliva to iz tega dela v tej moški skupini potem v odnose partnerske, zakonske. Tako, nujno, no. Ja, ker ni moški rabimo tudi pač pleme, moško okolje. Saj vemo, kako se pač, ali so to gasilci, ali smo to lovci, ali smo malo gozdari, ali se v bifeju dobimo, zdaj pač šport veliko tega vzame. Saj to nekaj da. Ampak fajn je pa tudi, da se podpiramo prav v vrednotah in načinu življenja, ki ga želiš živeti. Da gremo v globine. Da gremo v globine, nema skrivanja. In tukaj pa pač se tako dela. Tako da to... In da si pa sposoben, ker odnos ni taka stvar, ni tak bav, res ni tak bav, samo... Celo deci ga zmoremo. Ja. Imamo nek skrit potencial, da ga lahko dobro izpeljemo, ampak po drugi strani to, mislim, da za večino ljudi najbolj pomembna stvar ob smrti. Ali pa v življenju. Seveda. To je tista stvar na koncu, ki šteje, ki zadovoljna žena, povezan odnos, družina, da nisi bil ti srabal ali pa sam nekdo, ki je predal neko travmo naprej. In to moč imamo. Tega imamo ogromen. In tudi recimo, kljub temu, da imamo tega ogromen in da vztrajamo v takih bolečih stvareh, zaciklenih odnosih, ki se ne znamo iz njih premakniti leta, in dejansko, tako kot praviš, grejo leta naprej, otroci odraščajo,
mi pa to travmo predajamo naprej in vidimo to, pa vendarle je terapija za mnoge še vedno tudi dan danes, ne, tak bav, da si ne upajo iti na njo, ne, da ne bi slučajno kaj preveč razkrilo se, ali pa zvedlo se, ali pa da slučajno mogoče ti zgrešen kozel v družini ne bi bil več tisti, ki je za vse kriv, ampak bi moral človek prevzeti kaj tudi svoje odgovornosti. Tako se mi zdi, no. Tak en moj mal pesimističen uvod v to temo o terapiji, no. Ampak tako, veliko tega še kar srečujem, no. Se pravi, nekega strahu pred tem, da bi se šel kot posameznik malo sterapiizirati, ne, ali pa pač kot par, ne. Se mi je bilo všeč, kaj pred časom Uroš Perkotov tukaj rekel, ne, je rekel, ni vse za terapijo, ne. To je tudi res, ne. Se pravi, te preventivne skupine, kot so zakonske skupine, kot so take moške skupine, ogromno tega razrešijo. Ampak vendarle, ko pa pride do nekih ponavljajočih se dejanj in vprašanj in stvari, ki nas smatrajo leta in leta, je pa gotovo en tak znak, da bi bilo morda pa smiselno je do enega dobrega terapevta, ki pač bi znal te stvari dobro nasloviti, pa hkrati usmeriti nazaj v odnos, če je to le možno, ne. Ne vem, ti si sicer še mlad, ne vem, kako ti kaj ljudje zaupajo na tem terapevtskem področju. Zdajle iz tega, kar si povedal, bi rekel, da si lahko zelo zaupanja vreden, ampak tako percepcija, ne, tako kako ljudje se počutijo, ko pridejo k nekomu tako mlademu, ne, ali tako. Enkrat sem enega gospoda, bi že starejši, in pa je prišel, kako je že bilo, to se pravi, to zmeraj naslovim, ne, to zmeraj naslovim, da sem pač mlad, če nekdo pač pride 10 let, 20 let starejši, rečem, a vas mo, da sem mlajši, to ne skrivam, ker se mi zdi pač tudi pomemben, če nekomu to ovira brez veze, da bi ustrajal, ali pa tako zelo pomemben. No pa on je govoril, da je bil že prej drugmo in je rekel, da je Malinovc, pa sem rekel, kako mislite to Malinovc? Je rekel, Molc je bil, on je bil 10 let starej, mlajši od mene, tam 30. Aha, okej, ampak vi ste pa v redu, vi pa vidim, da razumete, pa tako je rekel, vi pa, mi pa, ste me pa poštekal, to je prva ura. Pa na koncu pride do konca ure, pa sem rekel, ampak a to, da sem Malinovcu, pa ne mot, ker sem bil tam star, ne. Pa on zdi, ne, to sem čisto drugače mislil. Tako da jaz mislim, da pač, se zavedati svoje mladosti v smislu, da so izkušnje, ki me presegajo, ali pa tako, in to tudi, kadar pride do takih terapij, jaz to povem in jih napotim drugam, ali pa, ampak mislim, da ljudi to ne moti, ljudje najbolj na terapiji iščejo pač nek stik. Empatijo, ne? Empatija je tak širok pojem. Empatijo. Okay. No, da sočutiš z njimi in da jih pač, predvsem, da čutijo, da niso prišli k enemu robotu, ki jih bo tam pač kao, pa vidiš, da te v resnici ne posluša, da ni s tabo, da ne vstopi v tvojo neko situacijo. No, tako to se pravi stik, da začutijo prijetnost ob človeku. Jaz pač prihajam iz podeželskega okolja, ne? In to ljudje začutijo in ljudje, ki so iz tam vidim, da se zelo pač najde tudi pri meni, to so neki taki signali, ki se jih damo, preden mi vemo, ali je človek na naši valovni dolžini, ali ne. In pač imam neke moške, ki vem, da kar nekaj moških, ki niso hoteli drugam iti, pa so bili, pa so rekli, pa sem bil prej ene gospe, bila tako lepo urejena, da mi je bilo kar nerodno, da sem zraven sedel, pa jaz pa kmet, pa tako, pa neki obrtnik, pa vidim, da pri meni se kar najde, da se ta populacija kar najde, da začutijo pač, da njihovo zgodbo poznam, da poznam tudi, kako delajo obrtniške družine, da vem, kakšen je kmečki utrip, kakšen je, ne vem, nekih podjetnikov, kaj zdaj pomeni, da ne pride samo neka šablonska izjava, ne vem, tako imam zdaj v spominu prav enega gospoda, ki vem, ki je bil zelo en obrtnik, zelo priden, neki pa njegova zmera so šli po delu poletje na tripiranje. Žena meni zdaj nedovolja, In vem, pač za njega to ne bo logična stvar, da si po let, po tisti vročini na soncu, on zasluži tripiranje. Pa sem rekel, jaz pa se čisto razumem, ker te ljudi poznam, ene druge, te ekipe, vem, kako delujejo, ampak če boste vi hoteli ustvariti, pa zdaj ohraniti ženo, pa družino, pač boste mogli nek prelom. Dajmo se začeti pogovarjati,
kaj bo te lahko naredil. In pač je naredil korake, dobre takrat, verjamem, da mu gre dobro. Ampak tako, no, te stvari, zato sem hotel reči, ni samo tista empatija, itak da empatija je izredno pomembna, ampak tudi to so neke te, rečemo, izziv, ne? Izziv, ja, da dobiš nek stik s človekom, da te res spoštuje, sprejema, tako cine, da bi si želel malo božjega. No, najprej to rabiš, ne? Da te nekdo zares sprejme in tako, da to začutiš v globini, potem si pa odprt seveda za njegove predloge in izzive in spodbude, ki ti jih kot terapevt da. To se mi zdi, da je pač ful pomembno. Zelo mi je všeč ta tvoj poudarek. A veš, človek iz kmečkega, iz podeželskega okolja za takšne ljudi, no? Ker se mi zdi, da v resnici je prav tukaj res, kot sva že na začetku rekla, ogromno enih bolečin v srčiki našega naroda, tako bom rekel, tudi tega res dobrega, delovnega, zdravega naroda, pa vendarle nosi s sabo toliko enih bolečin in ne ve, kam bi jih nesel. K Mihatu Novaku. Ja, mislim, tle imam nek čuta, sej vsak terapeut ima pač eno svojo klientelo, se izoblikuje tisto, kar rečeš, ok, tem bi pa res tako, če bi mogel res pomagati, tem bi pomagal. Ja, pač to z njim najbolj tako, pač čutiš. Ljudi tiste čutiš in pač tako bom rekel, pač fair. A to je pa mihanovak.si, ali kaj? Ja. A res, kaj? Ja. Okay, ja, mihanovak.si, ja, spet. A ni bilo zasedeno, kaj? Ker mislim, tako, to je res... Ker mail imam zelo čuden, ja. Okay. Ja, no, si zdaj ta je tudi v redu, ampak... Fajn. To bi se navezal, resnice res to, ni vse za terapirati in z tega vidika imajo tukaj, to se pravi neki programi, rečemo programi, veliko večjo moč. To so prav kot katakombe, ki trajajo 1 leto, pa še več kot zakonske skupine, se tudi gradi na nek dolgi rok. Ja. In je zelo fajn, te stvari so res neprecenljive. Trajajo dalj časa, mogoče ne tako intenzivno, ampak na neko daljšo časovno premico dobivaš, kapljajo neke modrosti, dobivaš uvide tudi v drugih, zelo nevsiljive, ampak vidiš, ok, ta par se tako obnaša, ta par je tako, ta je to rešitev, kaj sva midva, kje sva midva, kako pa midva rešuje to zadevo, pripravljaš se naprej, Ja. Reče kakšen, jaz ne bom govoril o problemih, saj to niso moji problemi. Vsi problemi pridejo, mislim, da slej ali prej. Dobro je včasih vedeti za kakšnega naprej. Sej ni treba, da se tebi firma podre, pa da znaš spremljati nekoga, ki se mu je firma podara. Začetku gledamo. Ja. Tebi se bo tudi lahko začnejo hmalo nekaj podirati, pa boš vedel, ok, da sem v teh vodah, kako se bom jaz obnašal, na kaj moram paziti. Ja, tako da terapije so fajn, kadar je treba, ali pa tako neizogibne se mi zdi, če je treba neko stvar dati pod žaromet, jo pogledati, obrniti, sploh če gre za neke zlorabe, odvisnosti, tako na polno zagrizati not, ampak imeti zraven skupino ljudi, ki te spremlja, to je tako neprecenljivo. Neprecenljivo, ja, pač. Mastercard pa tole. Mastercard, za vse stalo poskrbi Mastercard, točno tako. Ok, ja, res je to, veš, tudi jaz vidim v naši zakonski skupini, midva s Sašo sva tako pol parov nas je bilo najne starosti, pol pa 10 let starejših, no. Koliko sem midva od njih dobila, no, tako neverjetno, res globinno in izkušenj in tako. Super. Ja, modrosti nima samo ena, ne. Modrosti nima samo ena glava, ampak več glav, več ve, več življenj, več izkušenj, tako. A veš, kaj me je ful všeč? Ker tvoja glava zdaj sodeluje s svojo modrostjo pri tem našem novem projektu. Aplikacije Nine App. Dej, ki povej, kako ti je to delati. Pa povej mogoče, kaj delamo, ne? Na kratko še, čeprav je bila zadnjič ena res dobra predstavitvena oddaja, kjer smo skupaj kot ekipa predstavili ta projekt, si greste lahko kaj več tja pogledati, če vas zanima, ampak tako, kako doživljaš ta projekt in proces in v resnici mogoče iz obratne smeri najprej potrebo po nekem mikrorutinskem delu na odnosu. No, tako. Veliko vprašanj si mi zdaj postavil. Ja, za zaključek. Za zaključek. Moška glava rape eno vprašanje. Ja, to je res. Ja. Se bom potrudil. Aplikacija Nine App, mislim, da bo odlična zadeva. Se trudimo, vsi, ki smo zraven, od programerjev,
promotorjev, tistih, ki skrbijo za promocijo, do tistih, ki pišemo vsebino, se mi zdi, da res ena želja pomagati parom, dati ostati pri teh kaplcah, pri teh drobtinah, ki jih imaš vsakem dnevu ali pa na let malo bolj intenzivno v nekem programu, da delaš na sebi, da se zavedaš, kje so še mogoče kakšne luknje, kaj je mogoče dobro sam ponoviti, kaj slišati, na novo obnoviti. Tako. Mislim, da bo to ena zelo naša želja in mislim, da bo ena zelo fajna zadeva za spodbudo paru delati sprota. Ker to, da mi nimamo časa, da on se res borba za čas pa pozornost, se mi zdi res toliko huda ratra in da si nismo pripravljeni vzeti, nimamo energije še nekaj narediti še za odnos. Čeprav vemo, koliko je to pomembno, ko grejo stvari narobe, ali pa takrat, ko so stvari kritične. Takrat sam odnos tisto, kar šteje. Ampak tako zanj sem imel, zdaj grem ven iz te aplikacije, ampak smo pisali in se rekel, ne se vsak zamisli, kakšno predstavo svojega zakona ima, če je to nek predmet sredi dnevne sobe. A je to steklena vaza? A je to jeklena vaza? Je to železna vaza? A je vaza? Ja, mislim tako, ampak ne, s tem občutkom v smislu, a se lahko razbije. A se razbijejo, poderamo tla, pa jo postavimo, pa ni nič. Izkušnja pač dela z ljudmi, ki pridejo na terapije, sploh ob ločitvah, po ločitvah, je ta, da niso mislili, da bo tako hitro pač stvar narazen in tako. Ja, ok, vsi se je ohlevali dolg čas, ampak niso si mislili, da bo tako hitro nekaj prišlo. Ja, pač hitro pride. Neki strese in stvari, ki niso postavljene, ki nimajo podlage, pač razpadajo. In Nine App bo, mislim, da je preventiva proti temu izredno dobra in se veselim, da damo na plan tega ta naš produkt otroka, kaj je to, ne vem. Nekaj, kar se mi zdi, so vsi res eno dobro voljo in energijo veselimo. Ja. Trudimo. Zdaj, kaj moramo dati še, se pravi, še vsaj 2 spletni strani, www.dis.si. Ja, tam so tedenske novičke za odnose, se lahko na njih naročite, pa nineapp.si je pa čakalna lista, tam se bo pa še en cajt čakal. V resnici zdaj imamo idejo in realnost naša nas je prisila v to, da je post tisti datum, ko bo pa zares. Ja. Dela je zmeraj malo več, kot mislimo. Ampak če se ga pa lotili, ne bi. Točno to. Pa če je dober projekt, je dela več. Ja, res je. Če bi bil piškov, če bi bil prazen voter, verjetno bi imeli že narejen. In je dober projekt. Ja. Super. Zelo sem vesel, da sodelujeva v njem in da si z nami. Me veseli, da sem povabljen zraven in da lahko tukaj sodelujem pri, mislim, da pomembni stvari. Ja, se strinjam. Hvala, Miha. Hvala tebi. Ja, vse dobro. Blagoslova tudi vam. Blagoslovljene praznike, če gledate pred prazniki oziroma blagoslovljen, srečen nov let, pa dajmo res kaj zgraditi kakšne dobre odnose v tem letu. Srečno.